Že tukaj je Valentin, ura je 20:09. Prijateljica me je prosila, da povem kaj več o tem, kaj se dogaja v trenutku smrti. Tega seveda ne morem govoriti iz lastnih izkušenj. Pravijo, da se še nobeden ni vrnil od mrtvih, ampak z odprtjem meddimenzijskega portala se je vzpostavila zanesljiva povezava z onostranstvom, tako da lahko osebe, ki so umrle, povedo svoje izkušnje, kaj so doživljali v trenutku smrti. Pri raziskovalni skupini Destiny so te izjave, ta pričevanja posneta v obliki avdioposnetkov v angleškem jeziku in so vsem dostopna na spletnem portalu Equaf, do katerega najdete povezavo v opisu tega videoposnetka. In tam se govori o številnih stvareh, vključno tudi z tem, kaj se dogaja v trenutku smrti, in o tem v glavnem govorita dve seriji, in to sta Death Research in pa Life Review serija. Death Research govori o tem, kaj se je dogajalo določenim ljudem, ko so umrli, kaj so dojeli, kako so doživeli svojo smrt. Life Review je pa nekako nadaljevanje ali razširjena oblika te serije, kjer se najde še več teh pričevanj različnih ljudi, različnih profilov z različnimi življenjskimi zgodbami. In sedaj, kaj se dogaja v trenutku smrti? Vse je odvisno od tega, na kakšen način je oseba umrla, kaj je bil vzrok za to smrt, ali je šlo to za prometno nesrečo, za smrt v spanju, za smrt zaradi lakote, umora, tudi zanimivo, smrt zaradi igranja iger, izčrpanosti, zaradi zasvojenosti z igranjem računalniških iger in s tem zanemarjanja potreb svojega fizičnega telesa. V glavnem vsi, ki so poročali, imajo nekako skupno izhodišče, in sicer, da najprej, ko fizično telo začne umirati, nastopi ločitev nas kot živih bitij od fizičnega telesa, potem pa ponovna integracija z fizičnim telesom, ki je prvič v celotnem življenju resnična polna integracija. Kajti mi celo življenje preživimo v nekem stanju določene ločenosti od svojega fizičnega telesa. Ne čutimo, kaj se s telesom dogaja, ne zaznavamo svojih notranjih organov in to, kaj se dogaja v njem, razmnoževanje vseh celic, dejanske bolečine, ki jih telo čuti. In takrat, v trenutku smrti, ko se ponovno integriramo z svojim fizičnim telesom, šele razumemo, kaj smo celo življenje dopuščali, kakšne bolečine je naše fizično telo doživljalo. Ampak seveda takrat je že prepozno, da bi naše obnašanje popravili. Zato je zelo koristno, da se te posnetke posluša, da se razume, kako naše fizično telo
doživlja posledice našega dejanja, neupoštevanja našega fizičnega telesa kot samostojnega, čutečega, živega bitja in da lahko potem izboljšamo svoj odnos do njega. Potem naslednja faza je ločevanje uma oziroma umsko-zavestnega sistema od fizičnega telesa. Poroča se o tem, kako so ljudje opazili umsko-zavestni sistem, ki je nekako do fizične ravni popolnoma integriran z mišičnim tkivom oziroma tudi kostmi fizičnega telesa, kako se ta sistem loči, zato ker nima več fizičnega telesa, iz katerega bi lahko črpal energijo za svoj obstoj. In ta opisujejo kot neke vrste meduzi podobno strukturo, želatinasto strukturo, ki sesa energijo, ki je podobno kot na vakuum iz našega fizičnega telesa, ki je bele barve, svetle barve. In to je tista bela svetloba, ki jo mnogi doživljajo v meditaciji, ko mislijo, da se zlijejo z Bogom, v resnici se pa zlijejo z umom, z to našo umsko ječo, z principom ločenosti od našega fizičnega telesa. In tudi tisti, ki mislijo, ki so imeli v meditaciji občutek, da so zapustili svoje lastno fizično telo, je to samo neka iluzija, ki jo je ustvaril njihov lastni Šele skozi ta pričevanja ljudi, ki so doživljali smrt, se lahko dejansko razume, kako deluje naše fizično telo, umsko-zavestni sistem in mi kot živo bitje in kako je vse skupaj povezano. Potem pa seveda nastopi še faza življenjske obnove, ko vsako živo bitje pregleda film svojega življenja za nazaj, kaj se je dogajalo v življenju, ampak zopet to niso vsi prizori celotnega življenja, ampak samo določene misli, ki so bile najbolj izrazite, določeni miselni in vedenjski vzorci, ki so to živo bitje nekako označile. Nekdo se recimo spomni samo enega samega spomina, zato ker je bil celo življenje samo obseden z določeno aktivnostjo. In potem na osnovi te življenjske obnove lahko dobiš določeno spoznanje, določeno realizacijo in to je v bistvu celotna izkušnja potem tvojega življenja, tvoje pretekle inkarnacije. Kaj se dogaja v naslednjih korakih? O teh stvareh še nisem raziskal, tako da bom o tem govoril kasneje, ko bom proučil še dodatno gradivo, ker tudi sam sem v procesu intenzivnega proučevanja, poslušanja teh avdioposnetkov in pred mano je še kar okoli 1000 avdioposnetkov za poslušati in vsak dan jih poslušam nekje tam po 2 uri na dan preko iPod šafla in te slušalke, kot jo vidite v mojem ušesu. Zato vabim tudi vse ostale, ki jih zanimajo skrivnosti življenja, skrivnosti smrti in celotnega obstoja, da gredo pogledati na ta portal in si poslušajo čim več teh pričevanj oziroma meddimenzijskih intervjujev, kot jim tudi pravimo. Toliko za danes.
lepo smejte in nasvidenje prihodnjič. Čau!